Včasih dvomov skoraj ni bilo. Mleko je veljalo za zdravo in nepogrešljivo živilo, pomembno za rast in močne kosti, zato so ga otroci pili vsak dan. Danes je pogled bolj raznolik. Vemo, da kravjega mleka ne prebavljamo vsi enako dobro, zato smo pri izbiri previdnejši. Poleg kravjega, kozjega in ovčjega mleka številni posegajo tudi po ovsenih, mandljevih ali kokosovih napitkih. Pri tem je pomembno poudariti, da ti izdelki po zakonodaji niso mleko, temveč rastlinski napitki. Izbira je tako vse širša, odločitev pa vse bolj odvisna od prehranskih navad, zdravstvenih potreb in življenjskega sloga. Kakovost mleka, tako živalskega kot njegovih alternativ, so zato pod drobnogled vzeli strokovnjaki. Zdaj, na Zvezi potrošnikov Slovenije smo testirali različne izdelke mleka, ki so vsebovali 3,5 maščobe. Bil je pa to primerjalni test, torej med seboj smo primerjali različne izdelke, vse skupaj 23. Od tega smo v test vključili tako pasterizirana mleka, kot pa tudi mleka, ki so bila segreta na ultravisoki temperaturi, oziroma trajna mleka, jih načeloma tudi poznamo. Smo pa izdelke izbrali na podlagi ankete, ki smo jo izvedli med potrošniki, tako da smo res v test vključili izdelke, ki jih potrošniki tudi najpogosteje kupujejo. Smo pa izdelke kot navadni potrošniki kupili v trgovinah pri najbolj znanih trgovcih. Pri testu so največ pozornosti namenili okusu, vonju in barvi mleka, saj so to lastnosti, ki jih potrošniki najprej opazijo. Preverjali so tudi vsebovanost bakterij in sledi antibiotikov, ter kako na kakovost vpliva temperaturna obdelava. Poleg tega so pogledali še označbe na embalaži in rok trajanja. Ocenili so, kako jasne in razumljive so informacije za kupce, kakšna je embalaža ter od kod mleko prihaja. Večina kupcev raje izbere domače mleko, zato je poreklo eden ključnih dejavnikov. Razlike so bile, a ugotovitve so spodbudne. Ugotovili smo dejansko, da so vsi izdelki bili kar dosti kakovostni, torej niso bili, nevarni za zdravje, ni bilo nekih ostankov antibiotikov v nobenem izmed izdelkov, prav tako ni bilo nobenih večjih razlik v hranilni sestavi, torej v vsebnosti beljakovin, maščob, ogljikovih hidratov ter pa kalcija. Tako da v bistvu razlike so bile pa predvsem v ceni. Cene so se gibale tam nekje od 85 centov na liter, pa tja vse do skoraj 2 evra na liter mleka. Potem tudi seveda senzorične lastnosti so bile kar precej različne, vendar so te odvisne od številnih dejavnikov, tudi na primer, kako so krave, s kakšno hrano se jih hrani, vse to lahko vpliva na okus mleka na koncu. In pa tudi označba se je razlikovala, na primer, a je bilo navedeno poreklo mleka ali ne, pa tudi na primer, kako ravnati z mlekom enkrat po odprtju. Izkazalo se je, da višja cena ne pomeni nujno tudi boljše kakovosti. Najbolje so se izkazala mleka srednjega cenovnega razreda. Med mimoidočimi smo preverili, kakšno mleko kupujejo in kaj se jim zdi pomembno pri nakupu. Absolutno kvaliteta in cena. Torej kupujete samo alpsko mleko ali tudi druge vrste mleka, riževo, kokosovo? Absolutno bolj rastlinsko, ker vsa ta laktoza in težave, ki pridejo s tem, niso priporočljive. Ponavadi navadno mleko, samo z manj kalorij. To je to zaradi srca, ne smeš več. Na izdelku poreklo mleka ni nujno posebej navedeno, mora pa biti zapisana številka obrata s kratico države. Tako potrošnik lahko preveri, kje je bilo mleko predelano. Tudi rok trajanja ne pove neposredno nič o kakovosti.
Pove pa, kakšen postopek obdelave je bil uporabljen. Nasvet za potrošnike je preprost. Jaz bi rekla, naj vedno preverijo poreklo, če je to navedeno, naj kupujejo lokalno, naj preverijo pač tudi datum roka uporabe in kako je pravilno shranjevanje tega izdelka. Naj se ne zanašajo izključno na ceno, ker pač višja cena ni nujno odraz boljše kakovosti, in predvsem naj kupujejo tudi na podlagi njihovih preferenc oziroma okusa, ne tisto, kar jim je všeč. Mleko ostaja pomemben del vsakdanje prehrane. Povprečen prebivalec Slovenije ga popije približno 60 litrov na leto, še več pa ga zaužijemo v obliki jogurtov, sirov in drugih mlečnih izdelkov. Nekateri ga prebavljajo brez težav, drugi so nanj občutljivejši. Najpomembnejše je, da izberemo mleko, ki nam ustreza, ter da se ob njegovem uživanju dobro počutimo.